Pozdrav tudi v imenu Komisije mladih za Celje, seveda vam mlade raziskovalke, mladi raziskovalci, seveda lep pozdrav obema pooblaščencema. Danes nas je doletela posebna čast, da poleg gospoda Požežnika, ki je vam je spregovoril, tudi gospod Stane Rozman, ki ga poznate tudi kot govornika na naših ostalih dogodkih, ki so se že letos, oziroma tem raziskovalnem letu dogodili. Lep pozdrav tudi vam vsem, ki tako ali drugače podpirate mladinsko raziskovalno dejavnost v Celju. Običajno v tem času s korakom že v novo raziskovalno leto, se pravi pred nami je 34. se še oziramo po uspehih in jih seveda z zadovoljstvom zremo nazaj na tisto, kar je bilo najboljše v predhodnem raziskovalnem letu. Prešteli smo te naloge in ne morete verjeti, polovico vseh, ki so bile na lanskem raziskovalnem letu, je bilo polovica takšnih, ki so dosegle najboljšo oceno. Tukaj je okrog 60 nalog in ne boste verjeli, tako lepo se je tudi porazdelilo. Polovica teh je okrog 30 v osnovnih šolah, okrog 30 tudi v srednjih šolah. In potem še od teh tiste najboljše, ki so bile v Murski Soboti, jih je okrog 10. In torej to so uspehi, na katere smo lahko kot komisija ponosni in tudi mesto Celje kot tako. In to je tudi, se pravi, garancija in seveda, da lahko z upanjem zremo tudi vnaprej to novo 34. raziskovalno leto. No in tudi komisija je pred enim letom nekaj obljubljala, da bo nekaj naredila v tem letu in to je tudi, se pravi, naredila. Te naloge so bile že ocenjene z novimi ocenjevalnimi listi. Lani v tem času se je komisija lotila priprave teh novih ocenjevalnih listov in tudi ob zaključku so te naloge že bile ocenjene. Pred enim letom še nismo govorili, da bomo naredili novo spletno stran, pa ob zaključku leta smo tudi to naredili. Tako da se pravi že ob zaključku, no, ampak sedaj vas posebej še ob začetku novega raziskovalnega leta vabim na vašo spletno stran, ki se najde na spletnem naslovu mladizacelje.si, kjer boste vi in vaši mentori, koordinatorji našli gradiva za pripravo raziskovalne naloge, rokovnik, vse pač informacije, ki jih potrebujete. No in najpomembnejše, kar jih boste potem lahko tudi in drugi, vi in drugi, se pravi tudi širša javnost uporabljala, da so te raziskovalne naloge, ki so sicer že preko Cobisa dostopne v polnem besedilu, da so tudi na tej spletni strani trenutno zaenkrat za 2 leti, zadnji 2 leti dostopne v polnem besedilu. Pred nekaj dnevi smo objavili tudi nov razpis, se pravi za leto 34. raziskovalno leto in tako kot ste že navajeni, tam nekje v novembru boste oddali prijave, v januarju končne prijave in marca pričakujemo vaše naloge, to, kar boste tekom te zime napravili in v aprilu, kot običajno, zagovori najboljših seveda potem v maju gredo v Mursko Soboto. Ob zaključku naj še se zahvalim vsem, se pravi gostiteljici muzeju novejše zgodovine, potem mestni občini Celje, ki vsa leta res zgledno podpira ta projekt. In vam, se pravi ravnateljem na šolah, ki spodbujate mlade, koordinatorjem, mentorjem in seveda vsem podpornikom projekta. Tukaj so posebej velja izpostaviti osnovno šolo Hudinja, šolski center Celje, prvo gimnazijo v Celju, že omenjeni muzej novejše zgodovine, no in če še pridam mojo inštitucijo, s katero izhajam, to je Osrednja knjižnica Celje, ki nekako skupaj uspemo ta projekt peljati vsako leto do konca. In seveda hvala tudi gospe Jani Draxler in kolegici Nataši Marčič, ki sta to razstavo pripravili. Tukaj si lahko nekako tudi za spodbudo, kaj se dogaja s tistimi, ki so najboljši. Se pravi, imajo posebej razstavo in potem gredo na nagradno ekskursijo, ki jo tudi časti, če tako rečemo, mestne občine Celje in potem se te najlepše zadeve predstavijo na tej razstavi. Jaz vam želim uspešno delo v novem raziskovalnem letu in nasvidenje, če ne prej ob zaključku raziskovalnega leta. Hvala lepa.